V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, zakorakali smo že v čas počitnic, zato vsem tistim, ki še odhajate na dopust, želimo, da si spočijete, naberete novih moči. Vse tiste, ki ste se pa že vrnili, pa seveda toplo pozdravljamo in upamo, da ste si vsaj malo odpočili v tem hitrem tempu življenja. Veste, živimo v času, ko znamo izmeriti skorajda vse. Težje pa izmerimo smisel. Preštejemo korake, znamo šteti kalorije, čeprav nam to ni najbolj všeč, kaj ne? Potem znamo šteti evre, pa všečke na socialnih, družbenih omrežjih, znamo tudi šteti minute. Skoraj za vsako stvar obstaja podatek, graf ali aplikacija. Mnogo težje pa odgovorimo na vprašanje, kaj naše življenje zares bogati in kaj nas v resnici nosi skozi naš vsak dan. Bogoslužje, drage sestre, dragi bratje, ni pobeg iz resničnosti, pač pa je priložnost, da se od nje za trenutek oddaljimo toliko, da lahko vidimo jasneje. Danes, na današnjo nedeljo, smo vabljeni, da poleg vprašanja, koliko imam, znova postavimo tudi vprašanje, kaj me zares hrani. Kaj daje globino mojim odnosom, mojemu delu, moji družini, mojemu življenju? Kaj ostane, ko številke utihnejo? S temi vprašanji in z odprtostjo za Božjo besedo začnimo današnje bogoslužje. Amen. Sedaj pa nekaj iz življenja cerkve, torej obvestila za prihajajoči teden. Kot ponavadi jutri v ponedeljek ob 19. uri smo vsi vabljeni na redno molitveno srečanje, kjer v veri pred Boga prinašamo prošnje zase, za bližnje, za cerkev, za svet. V sredo ob 19. uri pa vabljeni na nadaljevanje predavanja z naslovom Česar oko ni videlo, resnica o nebesih. Kot ste izrazili mnogi željo po nadaljevanju te teme, bomo lahko skupaj še naprej odkrivali, kaj nam Sveto pismo razodeva o večnosti, zato lepo dobrodošli. Naslednjo nedeljo, 26. julija ob 10. uri, pa znova lepo vabljeni sem v našo cerkev na osrednje tedensko bogoslužje. Kot smo že prejšnjo nedeljo omenili, ob zaključku naših poletnih srečanj želimo otrokom in mladim posvečati pozornost ter duhovno podporo skozi vse leto. Zato vas tudi danes znova toplo vabimo, da se pridružimo molitveni pobudi za otroke in mladino, ki jo je podala naša vernica Katja Lipičnik in bo spremljala naš veroučni program. Namen je zelo preprost, nič težkega, vsako nedeljo ob 21. uri v zavetju svojega doma si lahko vzamemo nekaj minut za osebno večerno molitev, s katero bomo naše otroke zaupali Bogu. Molili bomo vsak pri sebi doma, pa vendar bo to močna, povezana molitev. Kajti vsak, ki je starš in vsak, ki se čuti, da deluje kot starš, lahko prinese svojega otroka ali druge otroke k Bogu. Sedaj pa bomo začeli bogoslužje s pesmijo, ki pravi: Bog mogočni, hvala ti. Thank
Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, je klic besed apostola Pavla, ki pravi takole: potem takem niste več tujci in priseljenci, temveč ste sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Ta beseda, da smo domačini pri Bogu, je prav topla in lepo jo je slišati. Besede iz 107. psalma pa naj opogumijo našo vero rekoč: slavite Gospoda, ker je dober, ker ve, komaj traja njegova ljubezen. Tako naj govore, kateri so bili rešeni po Gospodu, ki jih je rešil iz sovražnikove roke in jih je izbral iz dežel, od vzhoda do zahoda, od severa in juga. Blodili so po puščavi v pustini, potak mestu za prebivanje niso našli. Bili so lačni in žejni, njih življenje je gnilo v njih. Vpili so Gospodu v svojih stiskah in rešil jih je iz njih nadlog. Vodil jih je po pravi poti, da so dospeli v mesto za prebivanje. Zahvalijo naj se Gospodu za njegovo dobroto, za njegove čudeže v prid človeškim otrokom, ker je lačno dušo nasitil, se stradano napolnil z dobrotami. Zato naj bo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V luči Božje besede poglejmo na svoje življenje, priznajmo grehe in v spovedni molitvi prosimo za odpuščanje. Gospod, usmiljeni Bog, hvala ti, ker si nam podaril še en neponovljiv teden življenja. Ko danes v luči tvoje besede gledamo na pretekle dni, spoznavamo, kako pogosto smo zgrešili pot, v dejanjih, ki jih ne bi smeli storiti, in v dobrem, ki smo ga opustili, v mislih, ki niso iskale tvoje modrosti, in v besedah, ki niso prinašale miru in spodbude. Prevečkrat smo se zanašali na lastne moči, sledili svojim željam in preslišali tvoj tihi glas. Namesto, da bi iskali tvojo voljo, smo postavljali v ospredje svojo. Zato prihajamo pred te brez izgovorov in te ponižno prosimo: odpusti nam, očisti naša srca, obnovi našega duha, ter nam daj moč in modrost, da bomo hodili po poteh, ki so tebi všeč, v ljubezni do bližnjih in v zvestobi tebi. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Besede milosti in slavospev pa nam pravijo takole: naj se tudi gore umaknejo in griči zamajejo, vendar se moja milost ne umakne od tebe in moja zaveza miru se ne omaje, govori Gospod, ki ima s teboj, ki ima z menoj usmiljenje. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Sklonimo se pred vsemogočnim Bogom in skupaj molimo. Gospod, naš Bog, hvaležni smo, da smo se tudi danes zbrali v tvojem imenu in stopili v skupnost vere, molitve in poslušanja tvoje besede. Zaupamo tvoji obljubi, da si navzoč med nami, kadar se zbiramo pred teboj in iščemo tvoj obraz. Po moči svoje besede nas spomni, da smo v tvojih očeh dragoceni in ljubljeni. Odpri nam oči za vse dobro, ki ga vsak dan prejemamo iz tvojih rok, pa ga pogosto prezremo. Hkrati nam daj pogum, da iskreno prepoznamo svoje pomanjkljivosti, napake in vse, s čimer ranimo sebe, svoje bližnje in svet okoli nas. Utrjuj našo vero in naše zaupanje. Naj nas srečevanje v tvojem imenu krepi, povezuje in opogumlja za vsakdanje življenje. Podari nam svoj mir, da bomo znali živeti bolj pozorno, bolj sočutno in bolj odprto drug do drugega, ter tako odsevati tvojo dobroto v svetu. Amen. Preden bomo slišali
berilo za današnjo nedeljo, bomo zapeli še skupno pesem. Izvolite sesti. Prisluhnimo berilo iz Evangelija po Janezu, 6. poglavje, 1. do 15. vrstica. Potem se je Jezus pripeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila Pašha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? To pa je rekel, ker ga je preizkušal, sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: Za 200 denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi, a kaj je to za toliko ljudi? Jezus je dejal: Posedite ljudi. Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja,
se je spet sam umaknil na goro. Dragi bratje in sestre, v zgodbi, ki smo jo ravno kar slišali, se znajde deček, ki je prišel poslušati Jezusa in je imel s sabo skromno malico, 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. Primerjava količine te malice in potrebe po nahranitvi 5000 glave množice je skoraj nemogoča. Pa vendar se ta deček odloči dati to, kar ima Jezusu. Ne vemo, ali so ga za to zaprosili učenci ali pa je to storil iz lastne pobude. Vendar njegovo dejanje kaže na njegovo velikodušnost in zaupanje v Jezusa. Jezus v tem primeru ne začne čudeža iz nič, ampak iz tistega, kar človek izroči v njegove roke. In ko je ta deček dal Jezusu to, kar je imel, s tem dejanjem se pravzaprav začne čudež, ki ga naredi Jezus. To je začetek Božjega delovanja. In njegov majhen dar postane obilje tako veliko, da so nahranjena celotna množica. In ta deček nas uči, da Bog ne pričakuje od nas, da imamo veliko. Pomembno pa je, da to, kar imamo, izročimo njemu, Jezusu. To so lahko naše sposobnosti, naš glas, naša dobrota, naše materialne sredstva, naša prijaznost, karkoli. Ko svojih 5 hlebov, simbolično rečeno, in 2 ribice izročimo Jezusu, potem postane to v blagoslov, kakršnega si ne moremo niti zamišljati. In zato ta deček v tej zgodbi ni le neka postranska oseba, ampak predstavlja človeka, ki je pripravljen Jezusu dati vse. In čudež se začne takrat, ko prenehamo preračunavati in začnemo zaupati Bogu. Kajti Bog lahko stori veliko, Bog lahko iz malega blagoslovi množico. In tudi to jutro, ko smo zbrani v Jezusovem imenu, dajmo Bogu to, kar imamo. Naš glas, naše roke, predvsem pa naše srce. Kajti kot pravi pesem, stojimo pred tronom milosti, s tem namenom, da ga slavimo, da damo čas Bogu, ki lahko naredi veliko več, kot pričakujemo. In vabim nas, da ostanemo, tisti, ki lahko stojite, in v naslednjih trenutkih slavimo Jezusa Kristusa. Pred tronom milosti in
prav vsak trenutek moj. Gospod, najbolje tvoj, tebi dajem srce in dušo, Gospod. Le zate naj bo vsak moj dih prav vse povsod, prav vsak trenutek moj. Gospod, najbolje tvoj. Ostal bi rad pesem, ki tebe proslavlja, zdaj roke dvigujem ti v čast. Ostal bi rad pesem, ki tebe proslavlja, zdaj roke dvigujem ti v čast. Nebeška prisotnost med nas zdaj se spušča, dišeč vonj kot val slavljenja. Nebeška prisotnost med nas zdaj se spušča, dišeč vonj kot val slavljenja. Zdaj duhu resnici Boga obožujem, bi pravi molivec rad bil. Zdaj duhu resnici Boga obožujem, bi pravi molivec rad bil. Zdaj duhu resnici Boga obožujem, bi pravi molivec rad bil. Zdaj duhu resnici Boga obožujem, bi pravi molivec rad bil. Jezus, to jutro ti dajemo vse, kar imamo, kajti to, kar damo tebi, je blagoslovljeno, ker si ti zvest Bog. Vate zaupamo, na tebi gradimo naše upanje in pričakujemo tvoj prihod in zato ti dajemo slavo in čast. Amen. Sledi utrinek za otroke. Takole, dragi otroci, ker so se začele počitnice, sem se jaz odločila, da vam ne bo preveč dolg čas, da mi boste danes malo pomagali in boste tudi malo delali. Da ne bom samo jaz, če ste za, ne bo pa nič težkega. Takole, super, da imamo tudi malo starejše, ker jaz sem ciljala na najmlajše, saj veste starejši, vedno je to pravilo, ne? Da se moramo prilagajati najmlajšim. Tako da poglejte, kaj imam tukaj. Kaj vidite, za koliko stare? Bo šlo? Bo? 3+. Tako da začeli smo z najmlajšimi. Zdaj rabim pa pomoč. Hitro, gremo to sestaviti, da vidimo. Vsi, gremo. Akcija, pridite sem. Kar, vsak bo nekaj zagrabil, če ne bomo tukaj do 12. No, si to bomo itak. Ampak vsem. Tako, kaj je vi starejši? Kaj štrajkate? Ti ne bodo to bo trajalo. Da vidimo.
A boste delali kar brez slikic? Opa, super. No. Aha, ti si pa ekspresno hitra. Še mene prekosiš. Poglejte te hitre prste, sem, tja, brez slikic. A boste videli sploh še spustile koga zraven? Aha, nekaj sta vidva tudi sestavila. Bodo punce popravile, ja. Hitro, brez slikic, puzli, res da so 3+, pa vseeno, super, najlepša hvala za pomoč, bravo. Tudi vidva sta bila super, bravo. Torej, zakaj smo danes sestavljali sestavljanke puzle? Se še spomnite tistih dni, ko ste jih sestavljali doma ali pa ko vam otroci rečejo, da bi danes sestavljali sestavljanke? Se spomnite, zagotovo. Kaj je otroci zanimivo pri sestavljanki? Ali vam takle košček sam po sebi kaj pomeni? A ima kakšno funkcijo ali vrednost, če ga najdete nekje na tleh? Pa ne, ja. Kaj rabimo za to, da bo smiselen? Kam paše? Kam ga moramo dati? V škatlo, oziroma ja, moramo ga dati v sestavljanko zato, da paše, da ustreza svojemu kotu. Vidite, ta košček, a sta ta dva koščka enaka? Ne. Ja, eden ima na 4 straneh, eden pa samo na 2 straneh. Torej, koščki so različni, kaj ne? Eni so takšne oblike, drugi so takšne oblike, ampak veste, ta sestavljanka mene spomni na eno pomembno stvar. Poglejte, noben košček ni enak drugemu koščku. Nekateri koščki so majhni, nekateri so takšne oblike, imamo seveda tudi sestavljanke, 5000+ in podobno, to je bolj za vas verjetno relevantno, ne? Ja, imam jaz tudi eno tako doma, ki še stoji zapakirana v škatli, tako da lahko pridete pomagati. Skratka, tistih 5000, tisto je pa že malo težje, ampak čisto vsak košček je pomemben. Kaj bi se zgodilo, če en košček dam stran? A bi vi lahko danes sestavili to sestavljanko? Ne. Bi jo na pol, ampak tisto bi nas zelo žulilo, da manjka tisti en pomemben košček, čeprav se morda zdi na videz pa vsem nepomemben. Veste, kaj bi se pa zgodilo, če zdaj te koščke prenesemo na nas, ljudi, da je čisto vsak od nas pomemben in da vsak od nas predstavlja pomemben košček mozaika v sestavljanki cerkve. Vseeno je, ali si fant ali si punca, vseeno je, ali si velik ali majhen, vseeno je, ali rišeš, poješ ali samo sediš, vseeno je, ali si žalosten ali si vesel, kaj ti Bog pravi, moj si. Ti, vsi mi. Ne glede na to, kakšen košček smo. In dragi otroci, zato je pomembno, da si zapomnimo, da ima čisto vsak od nas, od vas, svoje mesto v Božji družini. Nihče ni izpuščen. Lepota slike ni v tem, da so vsi koščki enaki, ampak ravno v tem, da skupaj tvorijo celoto. Tako kot jo tvorimo tudi mi. In sedaj bomo še molili skupaj, potem pa boste najmlajši lahko odšli. Gospod Jezus, hvala, ker me poznaš. Ko sem vesel, sem tvoj. Ko sem žalosten, sem tvoj. Ko mi gre dobro, sem tvoj. Ko naredim napako, sem tvoj. Hvala, ker smo vsi dobrodošli pri tebi. Amen. Sedaj pa lahko najmanjši odidete, mi pa nadaljujemo naprej. Pobrali bomo še prostovoljne prispevke, namenjene za izgradnjo našega skupnega doma. Bogu dober je,
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Počakamo še par trenutkov, da se še angleško govoreči bratje in sestre pripravijo za prevajanje. Dragi bratje in sestre v Kristusu, vsi poznamo trenutke, ko nas življenje neuspiljeno preizkuša. In takrat tudi kruto občutimo svojo ranljivost. To v nas hitro prebudi tesnobo, izgubimo občutek varnosti, saj ko nam spodnese tla pod nogami, naša duša začne tavati, notranji mir usahne, osebni svet se podre. Prav ta nemir nas prisili, da mrzično iščemo trdno sidrišče, varno zavetje, ki mu pravimo dom. Takšen prostor je osnovni pogoj, da lahko premagamo viharje in da ponovno dostojno zaživimo življenje. Da je iskanje varnega okolja usodno, potrjujejo tudi sodobne psihološke raziskave o navezanosti na kraj. Znanstveniki so ugotovili, da človeški možgani varni dom prepoznajo po enakem nevrološkem vzorcu kot skrbnika, to je mamo ali očeta v zgodnjem otroštvu. Šele v takšnem varnem domu, zatočišču, se umiri naša napetost in se zaceli naša samozavest. Ta potreba po domu preplavlja našo kulturo. Največje uspešnice vseh časov opevajo prav kraje, na katere smo čustveno navezani. Vsi poznamo globalno himno domotožja Take me home country roads, oziroma po slovensko Siva pot. Hkrati danes tudi mladi poslušajo moderne uspešnice o iskanju varnega zavetja. O tem pričata folk pop balada Stick Season ali skupina 21 Pilots v pesmi Stressed Out, ki je pod težo odraslega stresa, kjer mladi iščejo ponovno vonj po otroštvu in domači sobi. Enako močno to ljubezen do svojih korenin čutimo tudi ob naših brezčasnih melodijah, kot so V dolini tihi, Na Golici ali ljudski napev Tam, kjer teče bistra Zila. To isto hrepenenje odmeva tudi v regionalnih pesmih širšega prostora, ki korenine opevajo skozi podobo skromne rojstne hišice z rdečo ali slamnato streho ali pa skozi melanholičen odmev večernega zvonjenja iz otroštva. Ti zvoki v nas prebujajo pristno domačnost, opevajo dom, hribe, domači prak, ker v njih iščemo varnost pred viharji. Vendar vsi poznamo težke dni, ko se tudi ta varni domači prostor zruši, ko se naš vsakodnevni trud spremeni v mučen krog beganja, ki pa ga najlepše opisuje mega viralna uspešnica iz leta 2010 z naslovom Kuća posao, posao kuća. Ko se med štiri stene prikrade mučna razdražljivost zaradi pritiskov v službi ter napetost v odnosih s sosedi, sorodniki, hitro izgubimo tla pod nogami tudi ob finančnih dvomih, tesnoba pred starostjo, boleznijo ali rovarjenjem nekega znanca. Pod plazom očitkov in nenehne rutine postanemo naveličani vsega. V lastnem domu se počutimo kot utrujeni tujci, ki samo še delajo in nimajo več kam pobegniti. A ravno v to izgubo varnega prostora danes zareže Božja beseda. Naše tedensko vodilo nam zagotavlja, niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Tudi Psalm 87 nas vabi, da svoj utrujeni pogled dvignemo nad te vsakodnevne pritiske.
Psalm 87 nam govori o Božjem mestu na svetih gorah, o temelju, ki se nikoli ne zamaje. To je pesem o domu z varnimi vrati, kjer se nam ni treba nenehno braniti pred obtožbami. Prisluhnimo sedaj tej Božji obljubi, kjer govori o prostoru resničnega miru in kjer se naša srca lahko umirijo. Preberimo Psalm 87. Na svetih gorah je njegova ustanova. Gospod ima rajši sionska vrata, kakor vsa Jakobova prebivališča. Častne reči se govorijo o tebi, o Božje mesto. Rahab in Babilon štejem med tiste, ki me poznajo. Glej, Filisteja, Tir in Etiopija pravijo, ta je tam rojen. Toda o Sionu se bo reklo, mož za možem je v njem rojen, on sam ga utrjuje najvišji. Gospod bo našteval med upisovanjem ljudstev, ta je tam rojen. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Bratje in sestre, priznajmo si, ta psalem je na prvi pogled zelo težko razumeti. Poln je nenavadnih starodavnih imen in žargona, ki nam danes zveni tuje. Zato si ga poglejmo še enkrat povsem preprosto v sodobnem jeziku, da začutimo njegovo vizionarsko bogatstvo. V resnici bi ta psalem lahko naslovili z eno samo podobo in sicer Božja matična knjiga ali nebeški urad za vpis državljanstva. V prvem delu pesnik opisuje Jeruzalem, Sion, kot glavno mesto Božjega kraljestva. Pravi, da stoji na trdni skali, na svetih gorah in da ima Bog ta kraj neizmerno rad, ker tam prebiva njegov mir. O tem mestu govorijo čudovite stvari. Nato pa v 4. vrstici pride do šokantnega preloma. Na prižnico stopi Bog sam, odpre svojo veliko knjigo rojstev in začne vanjo opisovati državljane. In to, kar stori, je za tisti čas popolnoma škandalozno. Bog začne naštevati narode in ob njih pisati, ta je tam rojen. Tudi ta ima tu v Božjem mestu svoje korenine. In koga Bog upisuje v svoj rojstni register? Našteva najhujše zgodovinske smrtne sovražnike Izraela. Omeni Rahab, to je Egipt, dežela krutega suženjstva, omeni Babilon, ki je Izraelcem požgal domove in jih odpeljal v izgnanstvo, omeni Filistejce, s katerimi so imeli nenehne krvave prepire na meji, omeni Tir, deželo očitkov in daljno Etiopijo. Za tistega, ki je takrat poslušal ta psalem, bi bilo enako, kot če bi danes nekdo stopil med nas in rekel, da imajo tisti ljudje, ki v svetu spletkarijo, goljufajo, varajo in zavestno škodujejo drugemu, popolnoma enak rojstni list, enak status, enake pravice pri Bogu kot kristjani. Bog v svoji uradni knjigi ob imenu tistega, ki s svojim ravnanjem prinaša nemir in bolečino, preprosto naredi kljukico in napiše prijavljen tukaj, rojen v mojem domu. Psalem se zaključi s podobo pevcev in plesalcev, ki ugotovijo, da zunaj tega mesta ni preživetja, znotraj tega mesta pa tečejo studenci žive vode, ki potešijo vsako našo izčrpanost. To je bistvo tega psalma. Bog ne gradi mesta z visokimi zidovi, da bi nas ločeval ali branil pred drugimi, ampak Bog odpira vrata in v svoj rojstni register vpisuje vse tiste, ki so utrujeni od prepirov in obtožb ter iz sovražnikov dela sodržavljane.
In kako se ta radikalna Božja upisna knjiga dotika naših osebnih stisk, naše utrujenosti in tistega začaranega kroga kuča, posel, kuča, ki ga živimo vsak dan? Dragi bratje in sestre, vse to zveni kot lep manifest o Božji ljubezni. A če ostanemo le pri občutku, da gre za poetično prispodobo o tem, kako ima Bog pač vse rad, krščanstvo spremenimo v pravljico v oblakih. Naš vsakdan z nenehnimi pritiski, spletkami, finančnimi skrbmi je brutalen. Zato se moramo vprašati, kako se ta starodavna pesem sploh sooči z realnostjo našega sveta. Poglejmo si nekaj dejstev iz izvirnega jezika. V drugi vrstici psalmist za človeška bivališča uporabi hebrejski izraz miškanot, kar pomeni začasni nomadski šotori. Psalmist tem krhkim platnom postavi nasproti sionska vrata. To pa je antični simbol absolutne pravne varnosti. Saj so bila vrata takrat sodišče, kjer so kralji potrjevali zaveze in priznavali državljanstvo. Bog nam s tem sporoča, da postavlja nov pravni red. V četrti vrstici pa nastopi dialoška napetost. Bog stopi na prižnico in izreče imena, ki so za takratnega poslušalca pomenila bivansko grožnjo. Rahab, simbol suženjstva, Babilon, imperij uničenja, in Filisteja, sosedje, s katerimi so bili prepiri vsakodnevna stalnica. Po človeški logiki bi ti narodi morali stati pred vrati kot so obtoženci, toda Bog stori nekaj nemogočega. Ob njihova imena zapiše formulo, ta je tam rojen, na Sionu. Kako je to sploh pravno izvedljivo? V tistem času je bil rojstni kraj temelj vseh državljanskih pravic. Reformator John Calvin opozarja na paradoks. Bog s tem ne dela kompromis in ne miži pred grehom, ampak svojo matično knjigo spreobrača človeško naravo. Bog s svojim registrom ne prepričuje poganskih narodov, ampak s to knjigo prepričuje in razorožuje nas, svoje ljudstvo. Prisili nas, da odložimo svoje notranje zidove za mir in predsodkov. Kje pa je osnova za to doktrino? Grški prevod Stare zaveze v 5. vrstici prinaša nenavaden zapis, ki ga cerkveni oče Avguštin uporabi kot ključni dokaz za Kristusa v tem psalmu. Tekst namreč ne govori o več narodih, ampak pravi, mati Sion bo rekla, človek in človek se je rodil v njej in sam najvišji jo je utemeljil. Avguštin dokazuje, da ta ponovitev besede človek napoveduje skrivnost dveh narav Jezusa Kristusa. On je pravi človek, rojen sredi našega kaosa in hkrati pravi Bog, najvišji, ki je to mesto utemeljil. In ta doktrina o nebeškem rojstnem listu postane popolnoma očitna na križu. Nihče izmed nas, nemoralno neoporečni ljudje, niti kristjani, niti ljudje, ki pletejo spletke, si Božjega doma ne moremo zaslužiti. Jezus Kristus je tisti, ki je svojo krvjo zunaj mestnih vrat plačal ceno, rekli bi upravno takso za naše rojstne liste. Podrl je tudi steno sovraštva in upisal naše nasprotnike med naše sodržavljane. Naš skupen novi dom torej ni geografska lokacija, ampak Kristus sam. Naš skupen novi dom je Kristus sam. To ostro soočenje resnice in naših pričakovanj preplavlja tudi odlomek iz Evangelija po Janezu, ki smo mu prisluhnili na začetku. Ko množica po čudežni pomnožitvi kruha poskuša Jezusa na silo postaviti za kralja, ravna množica natanko tako kot mi,
ob finančnih skrbeh, ob strahu pred prihodnostjo. Zahtevamo hitro zunanjo rešitev, ki bo napolnila denarnice in pregnala sovražnike. A poglejmo odgovor. Jezus se umakne na goro. Sodobni teologi poudarjajo, da Jezus se s tem upre človeški logiki izključevanja. Zunanji kruh ne more zaceliti človekove notranjosti in ranljivosti, ali tesnobe pred starostjo ali boleznijo. Kristus ne ponuja bega iz realnosti, ampak ponuja samega sebe, kot edino zanesljivo skalo na svetih gorah, ki stoji sredi našega vsakdana. Ta realno zgodovinski Bog, ki nas svojo matično knjigo dobesedno prepriča, da ga spustimo bližje, nas nežno prisili, da odložimo svoj obrambni oklep. Saj naša identiteta ni več odvisna od tega, kaj se dogaja okoli nas, ampak je varno skrita v Kristusu. Bratje in sestre, ko zapustimo cerkev in se vrnemo v vsakdanji krog nenehnih skrbi, napetosti, spletk, smo soočeni z dejstvom. Moj bližnji, če tudi me krivično obtožuje in mi dela preglavice, je vpisan v isto Božjo knjigo. To pomeni, da imam le dve možnosti. Lahko še naprej trmasto vztrajam v obrambni drži, razdražen in naveličan vsega, ali pa dopustim, da me ta božanski register razoroži. Ker je naš rojstni list plačan s Kristusovo krvjo, naša varnost ni več ujetnica zunanjih okoliščin. Nismo več izčrpani tujci v svojem lastnem življenju, ampak smo pravno priznani domačini pri Bogu. Iz tega nebeškega državljanstva izhaja neizprosen poziv pisca pisma Hebrejcem, kjer pravi: vztrajajte v bratski ljubezni. Ne pozabite na gostoljubnost. Ko spoznamo, da imajo tisti, ki rovarijo in delajo krivice, v Božji knjigi enak status potencialnih meščanov, se naši obrambni zidovi zrušijo. Ne moremo več vračati udarcev, saj našo prihodnost varuje najvišji. Sprava za nas ni nek humanistični ideal, ampak logična posledica dejstva, da pripadamo mestu z odprtimi vrati. Prav zato se ta psalm in naša bivanjska stiska iztečeta v eno samo, tisto najbolj pomembno resnico, ki jo najdemo na koncu psalma, ki pravi: vsi moji studenci so v tebi. Ko nas bosta v dneh, ki sledijo, lomila finančni dvom, strah pred starostjo, boleznijo, se moramo vprašati, ali pijemo iz tega studenca. Naš mir, naše zdravje, naša moč ne izvirata iz upanja, da se bodo ljudje okoli nas spremenili, da se bo svet spremenil, ampak iz studenca, ki teče iz Božjega mesta. Vsi naši studenci, vsaka kapljica tolažbe, ki jo potrebujemo za preživetje, so v Bogu. On je tisti izvir žive vode, ki ne usahne pod plazom očitkov in ne presahne sredi nenehne rutine. Ko svojo žejo položimo v Kristusa, ugotovimo, da nas sočutni Bog drži v svoji roki in z obema nogama trdno na tleh nas pošilja nazaj v življenje. Vsi naši studenci so v njem. In Božji mir, ki presega vsak človeški bo varoval in ohranil naša srca ter naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Združimo se v molitvi. Gospod Bog, naš nebeški Oče, Ti si tisti, ki si na svetih gorah postavil temelj, ki se nikoli ne zamaje. Hvala Ti, ker si v svojo knjigo življenja vpisal naša imena. V Kristusu nismo več prestrašeni tujci, ampak Tvoji sodržavljani in domačini pri Tebi. Gospod, prisluhni našemu pitju in nas usliši.
Pred tvoj oltar prinašamo bremena svojega vsakdana, izčrpanost od nenehnega dela, stisk ob materialni negotovosti in tihi strah pred prihodnostjo. Vidiš našo ranjenost zaradi pritiskov in krivičnih očitkov, ki nas obkrožajo. Oprosti nam, ko v svoji nemoči znova gradimo obrambne zidove. Gospod, očisti naša srca in nas prenovi. Pred teboj danes ponižno izpovedujemo, vsi naši študenti so v tebi. Ti si naš mir, ko doživljamo nasprotovanje. Ti si naše upanje, ko izgubljamo tla pod nogami. Razoroži nas svojo milostjo, da bomo v svoje odnose prinašali odpuščanje in spravo. Gospod, bodi naša skala in varno zavetje. Usmili se vseh, ki prenašajo težka bremena bolezni, dolgotrajnih bolečin in slabotnosti telesa. Bodi blizu tistim, ki jih razjeda osamljenost, ki se počutijo pozabljene ali nerazumljene sredi hrupnega sveta. Pomiri viharje v mislih vseh, ki prestajajo bivanjske stiske, tesnobo in potrtost. Naj v globini svoje duše začutijo, da pri tebi nikoli niso sami. In blagoslovi vse, ki delajo in služijo v tvojem vinogradu, da bo tvoja cerkev varni dom in kraj žive tolažbe za vsakega človeka, ki išče zavetje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Ker so vsi naši študenti v Bogu, se obrnimo k Bogu z zaključno pesmijo. Zapeli bomo hvalnico Bog, o Bog, hvala ti, ki jo v angleškem svetu poznajo pod naslovom Revive Us Again. Naj povem še zgodbo o njenem nastanku. Napisal jo je škotski zdravnik dr. William Mackay. William je kot študent medicine zapadel v globoko duhovno krizo. Popolnoma se je odvrnil od vere, zabredel v dolgove in v hudi denarni stiski storil nekaj, kar ga je kasneje zelo peklo. Prodal je Sveto pismo. In to tisto, ki mu ga je ob odhodu od doma s solzami v očeh podarila njegova verna mati. Leta kasneje je kot mlad zdravnik na urgenci sprejel hudo poškodovanega rudarja. Fant je umiral v strašnih bolečinah, a sredi tiste agonije je zdravnika mrtvično prosil le za eno stvar. Rekel je, prosim vas, prinesite mi mojo knjigo. Doktor Mackay mu je iz fantovega nahrbtnika podal staro, obrabljeno Biblijo. Fant jo je stisnil k prsim, se umiril in čez nekaj minut v miru umrl. Ko je doktor Mackay kasneje pospravljal pokojnikove stvari, je vzel to njegovo Biblijo v roke, iz radovednosti jo je odprl na prvi strani in v tistem trenutku je v ambulanti prebledel. Na prvi strani je zagledal zbledel napis, napisan z roko njegove lastne matere. Ime William Mackay in svojo krstno svetopisansko vrstico. Bila je prav tista Biblija, ki jo je sam pred leti zavrgel in prodal. Bog pa jo je preko rok umirajočega fanta vrnil naravnost na njegovo delovno mizo. Ta dogodek je doktorja Mackaya popolnoma zlomil. Padel je na kolena, se pokesal, se v veri vrnil k Jezusu in v solzah napisal besedilo pesmi, ki jo bomo danes zapeli. Bratje in sestre, ta zgodba nam dokazuje prav to, kar nas uči Psalm 87. Ko človek misli, da je izgubljen, da je tujec, da je izbrisan, ter da je s svojimi dejanji izbrisal samega sebe, Bog njegovega imena nikoli ne izbriše iz svoje knjige življenja. Naše ime ostaja trdno zapisano v Kristusu, ki je svojo darovano ljubeznijo postal naš večni dom. Zapojmo pesem
O Bog, hvala ti. Dragi bratje, drage sestre, ker vsi črpamo iz istega izvira, to je Kristus, lahko skupaj zaključimo to bogoslužje s skupno molitvijo, Jezusovo molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo vsi skupaj še duhovniški Gospodov blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.